Video 9. Rezultati proračuna. Ko končamo z izdelavo modela in naložimo obremenitve, lahko preidemo na proračun. Hitrost, s katero bo proračun potekal, je odvisna od kompleksnosti modela in hitrosti računalnika. Po izvedenem proračunu lahko vidimo, da sta največja translacija in rotacija v dovoljenih mejah. Preverimo kombinacije. Kot vidimo, sta ustvarjeni dve ovojni kombinaciji. Ena za mejno stanje nosilnosti, druga za mejno stanje uporabnosti. Vsak sklop vsebuje vse možne kombinacije obremenitev, ki smo jih določili. Ovojno kombinacijo za mejno stanje nosilnosti lahko na primer razdelimo na vse možne kombinacije, ki so v njej vsebovane, s klikom na ukaz razložil linearno. Na enem okvirju bomo preverili deformacije in prikaz momentov pogibanja. Preidemo na rezultate in izberemo ND deformacije. Preverjamo za ovojno kombinacijo za mejno stanje uporabnosti. Na podoben način preverimo tudi strižne sile. Da preverimo nosilnost in stabilnost, preklopimo na zavihek jeklo in izberemo ULS preverjanje. Najprej preverimo nosilnost prečnega prereza in vidimo, da se nikjer ne pojavi rdeča barva, kar potrjuje, da nosilnost prečnega prereza ni presežena. Sedaj lahko preverimo stabilnost. Opazimo, da nosilci ne prestanejo stabilnosti, zato preverimo dolžino izbočenja. Dolžina izbočenja za izbočenje okoli osi Y je 36 metrov, torej od prvega do zadnjega glavnega nosilca. Dolžina izbočenja za izbočenje okoli osi je med vsaka dva glavna nosilca, torej 6 metrov. Za izbočenje okoli osi Y lahko nastavimo točke bočnega pridržanja na mestu vsakega glavnega nosilca, s čimer bo dolžina izbočenja v obeh smereh 6 metrov. Novo skupino izbočenja uporabimo na sekundarne nosilce in ponovno preverimo stabilnost. Lahko opazite, da sekundarni nosilci in diagonale prečnega strešnega vezi še vedno ne ustrezajo preverjanju stabilnosti. Zato moramo spremeniti razred jekla ali povečati dimenzije prereza.